Črka za črko, besedo napiši. Črka za črko, besedo napiši. In če zmotiš se, le preprosto zbriši. Poskusi še enkrat, ne bo ti žal. S črkami pisati in brati boš znal. Moja prva abeceda. Živjo, moje male pridne mravljice! Vabim vas, vaša Mimi, na še eno veselo druženje in učenje. Pred nami je še ena epizoda moje prve abecede. Kaj si mislite o naši abecedi? Že znate pisati vse črke, ki smo se jih učili? Še malo pa boste znali vse črke. In danes je ta dan, ko se bomo naučili še eno črko. Naučimo se novo črko. In katero črko bomo danes poznali? Na vrsti je... Pridi, no? Pridi. Črka P. Črka P je ena tiha, ampak res močna črka. Najdeš jo v res številnih besedah. In abeceda ne more obstajati brez črke P. Črka P izgleda, kot bi kazala jezik. In poglejmo, kako se tudi napiše ta poredna črka. Ena črta ravna od zgoraj navzdol in potem še en majhen polkrog. Ponovimo še enkrat. Ena ravna črta od zgoraj navzdol in potem narišeš še majhen polkrog. Črka P. Zdaj pa si oglejmo, katere besede se začnejo na črko P. Puran. Pes. Pingvin. Še enkrat ponovimo, kako se napiše črka P. Ena ravna črta od zgoraj navzdol in nato še en polkrog. Tako je, res izgleda, kot bi nam kazala jeziček. In tukaj je še ena vesela pesmica, da se boste lažje naučili pisati črko P. Črka P v vrsti stoji, da se ti predstavi in te osvoji. Pes, pingvin ali puran, črko P srečaš vsak dan. Če starša pravita, da si priden otrok, pokmalu božiček z darili prišel naokrog. Še enkrat si poglejmo, kako se napiše črka P. Ena ravna črta od zgoraj navzdol in potem še en majhen polkrog. Zdaj pa se naučimo zapisati nekaj novih besed. P, U, R, A, N. Puran. P, E, S. Pes. P, I, N, G, V, I, N. Pingvin. To je vse, kar sem pripravila danes za vas. Rada vas imam, vaša Mimi. Čau!